Meni je treba velike samote. Skloniti moram se čez skrajni rob, kjer ni več zvokov, kjer ni več podob, zapreti oči in razprostreti roke. Sončno belo mesto se je zleknilo vozek prehod med hribi. Ljubljana. Življenje polje po njenih žilah, njegov ritem je enak ritmu neštetih drugih mest. Toda to mesto, to življenje in ta ritem, odkot? V družbi, ki živiš, je umetnik najbolj srečen in takrat je najbolj v sebi, v harmoniji, če v družbi pušča sledove za sabo. In mislim, da je to poslanstvo. Mislim, da smo mogoče mi ustvarjalci trenutka. Ti trenutki pa se nekje zapišejo nekomu in ta trenutek mogoče nekomu nekaj da, pa on to da naprej. Ker če celostno ne živiš tak poklic, potem se mi zdi, da zelo težko ustvariš nekaj dobrega. Glavno se mi zdi, da mi največ govorijo ljudje. Nikoli pravzaprav prej se nisem zavedala, da jaz pravzaprav nekomu dajem. Ja, da ste prej zase. Da ni samo moje veselje to, ne? Ampak da sem nekomu nekaj dala. Kot verjetno večina pesnikov, tudi jaz, ko sem najbolj v zanosu ustvarjalnem, dvomim vase. In nagrada pomeni zelo veliko vsakemu ustvarjalcu, tudi če pravi, da ga ne briga, ker vendarle dobi neko potrdilo javnosti, da ni zaman njegov napor, prizadevanje in samozavest, da sploh piše. Moj dom je ves božji svet, od vzhoda do zahoda. Tak lep in širok kot svoboda, kot čilim krog mene razpet. Ja, Župančičeva nagrada dejansko je največje možno priznanje na področju kulture in umetnosti v Ljubljani. In dobila sem jo za eno izmed mojih prvih vlog, torej zelo na začetku moje kariere. In nekako se nisem mogla niti predstavljati, da je moje delo toliko cenjeno in da v bistvu tudi moje delo spada med delo ljudi, ki bogatijo pač slovensko kulturno zakladnico. In nekako, seveda kot vsakemu umetniku mi je bilo to v veliko čast in tudi v veliko motivacijo za nadaljnje ustvarjanje. Biti priznan doma je pravzaprav najtežje. To je življenjski preizkus vsakega umetnika, se mi zdi, ki deluje predvsem recimo temu doma oziroma živi in dela doma. Verjetno je tako v vseh državah, ampak še posebej pri nas se mi zdi, zaradi naše majhnosti. Pa ne toliko zaradi fizične majhnosti, ampak mislim, da predvsem zaradi majhnosti uma. V bistvu dobiti nagrado doma je eno, še večje priznanje pa skoraj da dobiti občutek, oziroma imeti občutek, da so ti objekti, ki so bili zgrajeni v tem mestu za prebivalce Ljubljane, dejansko tisti, s katerimi se meščani identificirajo. Potem pa tle še čista osebno odnos do mesta in delati v mestu, kjer živiš, je še posebej izziv. Vsak dan se potem srečuješ s tem, kar smo načrtovali. In še toliko pomembneje ti je, da ljudje pričnejo to uporabljati, vzamejo to za svoje in v teh prostorih uživajo. Skozi nagrade se kaže ne samo spoštovanje do avtorja z imenom in priimkom in delom, zaradi katerega je nagrajen, ampak tudi odnos družbe do določenega časa, da priznava pomen umetnosti
kot sestavine narodove usode. In mislim, da je to tudi za mesto Ljubljana, Župančičeva nagrada, ena izmed takšnih lastnosti, ki daje mestu nekaj kvalitetnega, razpoznavnega in trajnega. Kajti Župančič ni bil samo v svojem času, ampak s tem, kar je ustvaril, je tudi danes tu med nami. Ljubljana je majhna, ampak izjemno je specifična, ker je na meji nekakšnih svetov. In seveda to oplajanje, ker smo skozi na tem prepihu, mislim, da je ta lokacija Ljubljane izjemno močna, kreativna. Ljubljana se je v zadnjih 50 letih sigurno spremenila tako, da je postala čedalje bolj glavno mesto. Torej, zvečana ali pa zvišana je ta stopnja urbanosti v mestu. Hkrati pa pomeni tudi to, da Ljubljana še vedno postaja ljubka. Torej, če to rečemo, da je to ljubko glavno mesto ali pa lahko glavno mesto, mislim, da smo to lahko kar zadeli. Mesto samo živi v prepletu teh pogledov, ki so seveda subjektivni in nastaja z vsakim pogledom, ne? Tako da je na nek način neločljiva ta povezava mesta in ljudi. Ljubljana je zelo zanimiva ravno kot en tak preplet, ki v različne smeri evocira. Boš znaš lepo pripovedovati. Ja, res. Rada te poslušam, res. Ja, vas tudi. Mogoče kaj druge, ne vem, če sem zdaj najbolj živa. Globoko v srce stiskam osebne radosti in bolečine in jočem se in vriskam le še nad srečo svoje domovine. Od nje bolan sem in če sodim prav, kadar ozdravi ona, jaz bom zdrav. Župančič nam je zapustil pravzaprav vse, kar lahko naredi literatura. Od otroške poezije do dramatike, predvsem pa seveda ogromen prevajalski opus in zlasti kot pesnik, ki je postal pojem vrhunskosti v slovenske poeziji. Župančič je eden tistih pesnikov, ki so morda najizraziteje znali povezovati osebno usodo z narodovo usodo. Jaz imam pravzaprav eno celo obdobje mladosti, pa gimnazijskih let, pa tega srečanja z njegovimi pesmi. V tistem času sem jih ogromno znala in zelo so mi bile blizu, zelo sem uživala v njih in mi je kar žal, da ga toliko časa nisem vzela v roke. Mogoče vidim, pri mlajših generacijah je ta pesnik nekoliko pozabljen zadnje čase. Ne? Jaz sem ga zelo intenzivno bral in ga vedno v različnih obdobjih na novo odkrival, tako da mi je to neka simbolna povezava z pesnikom, ki ga izredno spoštujem in ki mi je ljub, ravno kot ena taka izredno kompleksna, neulovljiva osebnost. Župančič je v tistem času, ko so krojili in ki so po vojni najtežje trenutke na področju kulture in egzistence ustvarjalca naredili toliko, da smo mi, ki danes živimo, ustvarjamo, zaužil fenomen svobode, izraza in umetnosti v polnem smislu. O, da nam je priti do svoje podobe. I tebi, i meni, narod moj. Tu se Župančič identificira z narodom in mi kot njegovi dediči se identificiramo z njim. Tako je, da je ta kontinuiteta življenja naroda in kulture in mesta Ljubljana, ki postaja
tudi zaradi koncentracije kulture v sebi, resnično glavno mesto države.